Danes smo se zbrali, smo naredili en podcast. Kako vam je bilo? V redu. V redu. Jo. Če kaj sovražim po seksu je to, da te vpraša partnerka, kako pa je bilo, ti tako veš, da je nekaj narobe. Ne? Tako da, če ni bilo v redu, štartamo še enkrat. Ne. Pogovarjali smo se približno take stvari, tako da vabljenih ogledov. In pa je zdaj, kako to pogovarjali dalje. Me je bilo v redu, kaj pa tebi? Veš, in oba dva sta, še prej smo imeli občutek, kak je bil genijalen pogovor, zdaj smo že vsi nesigurni, samo se, ker se jim vprašal. Ne? To je črednost v nas. Jaz bi vam pomiral in rekel, da vse z moje strani sem izjemno užival v dinamičnem, razgibanem pogovoru, ki je šel čez mnoga zanimiva vprašanja, tako da hvala za to priliko še enkrat. Kaj je bilo pa tebi? V redu. Ja. Šalca ni tak žaljiv in se zelo izogiba temu, da bi bil. Ne? Ker Silvere ti lahko interpretiraš kot družino, kjer je ženska v hashtag MeToo položaju, ne? Ampak je pa tudi v veliki meri odraz mnogih odnosov, pa je lahko satira na to temo. Ne? On potem zelo fino hodi, ne lahko vedno branim. Ampak ko pa ljudje to vzamejo za svoje, pa hočejo to poustvariti, ne? On pa pride domov pa res vžge babo. Ne? Ško mislim? Ne? To je, eno je delati satiro z tega, drugo pa biti samo kreten. Ne? In to je problem, ne? Veš, da nima ljudi tega potencijala in je potem Maribor kar naenkrat preveč rata v mesto, kjer je pa to normalna oblika komunikacije. Ne? To je problem. Ne? Ampak, točno to, ko si rekel, Reporter Bilan je neverjetno etabliran del mariborske kulture. Ne? ja. In veliko ljudi izven Maribora ne razume pač tega humorja, ampak ga tudi Mariborčani ne razumejo, ker ne vidijo vseh nijans. Ne? Ker res, če poslušaš ti Reporterja Milana, lahko to jemlješ kot satiro, lahko pa to jemlješ kot, zdaj smo šli z mikrofonom med neke lokalce in ne vidijo ljudje teh nijans, ne? Kar je zelo, zelo zanimivo. No? Interpretacija je potem na koncu dneva tista, ki žal... Jaz za Milana vedno rečem, da je pravzaprav ena posebna novinarska forma, zato ker on se obeša na realne dogodke, ki jih potem poustvari z namenom komunicirati neko poanto, ne? Kar je v bistvu že skoraj novinarska zgodba, bolj kot komedija, ker komedija laga tudi, namen komedije je zgolj laga tudi samo nasmejati, ne rabi, komedija po definiciji ne rabi biti nekaj, kar uči. Medtem ko pa Reporter Milan se mi zdi pa, da če mu ti prisluhneš, ima to jedrmansko sleherniško poanto, da komu se smejimo, sebi se smejimo. Ne? In prije potem do te katarze pa samo spoznanja. Samo zopet pričakovati od mase, da bo tak Milana poslušala, ne, je seveda iluzorno. Tako da večinoma je pač Milan tak hudo popularen, ker se mu ogromno ljudi smeji, nekaj tudi razume, še nekaj pa si tudi nauči nekaj z Milana. Mogoče tudi radio tak medij, ko če poslušaš v avtu, ne moreš čuti vseh nijans, ker nisi tam z njim. Seveda je to tudi na YouTube, to se potem da večkrat preposlušati, pa gre na tak način, ampak če smo že tu, ne, in če že hočemo neke praktične kulture noter v ta podcast vnesti, kako pol ljudem dati vse te nijanse, kako jih priti do njih in jih z vsemi nivoji, katerih ima komedija ali pa ne vem, nekaj drugega, ali pa Reporter Milan, kako jim to dati, servirati tja, da bojo boljše razumeli. Torej, mi smo že globoko v podcastu, tako da se opravičujem, da nismo niti se pozdravili med sabo. Ni čudega, ne? Dobro vprašanje, pri tem imam mogoče dva odgovora. Ne? Eden je ta, da avtor, če je odgovoren, se mora vedno vprašati, ne samo kaj je naredil, tudi kakšna bo percepcija tega. Ne? In v 2020 smo, kar pomeni, da avtor mora imeti to zavedanje, kje bo distribucija njegovega produkta. To pomeni, da je FM je danes samo še eno od streamov. Presenetljivo ne ugaša in presenetljivo, to se hitro da razložiti z lenobnosti ljudi, ima svoj domet in svojo perspektivo, ampak taki delo danes radio mora razumeti, da bi bilo škoda, da ta produkt naredi samo za FM stream, mora imeti to zavedanje, na katerih kanalih bo to vse šlo. In iz tega zavedanja ven mora tudi razmišljati, kakšna je percepcija tega, ker če si se včasih lahko
zanesel, da se ni on čuk, ker je to šlo hitro mimo. Zdaj ne velja več za radio ali pa za tipični radijski izdelek, da ne obstaja rewind. Ne. Obstaja rewind. Reporter je Milane, če brez sklane zdaj bi bil vesel. Milane, ker samo jaz ne edini na svetu, ki reče reporter Milan je njegova resnica, kot je polno ime tega termina. Večinoma reče reporter Milan, pogovorno je pa samo še Milan, ne, tako je ponarodel ta termin. V bistvu, jaz mislim, da Matjaž ima to zavedanje, on je tukaj glavni avtor, ampak generalno pa mislim, da težko od avtorja pričakovati, da bi tako večnivojsko razmišljal, ampak morali se bomo naučiti tako kreirati, da ti točno veš, kje bo tvoj produkt plasiran, kakšne so implikacije tega in da v skladu s tem tudi svojo kreacijo prilagajaš. Ne? Ja, mislim, vprašanje je zelo težko vprašanje, zaradi tega, ker seveda je fajn nastopati, seveda je fajn delati nekaj, ustvarjati, bla, 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 sploh če si taka oseba, ampak po drugi strani imaš to odgovornost, ne? Da ni vseeno. Da ni vseeno, če je na prvo žogo, če ljudje pol vse zamislijo ali vse ne zamislijo, ali so šli samo po produkt, ali so šli po nekaj, kar jih malo naprej potisne v življenju ali kaj. In to je ena stvar, ko se marsikdo ne zaveda. No. Mislim, dobro, zdaj, veš kaj, to je, kdo je brez greha naprej vrže kamen. To so stvari, o katerih kot avtor ti, ko imaš navdih, težko razmišljaš. To moraš z nekimi izkušnjami v življenju priti do nekih postulatov, aksiomov, ki jih imaš v glavi in potem to samo steče naprej. Ampak definitivno bi bilo precej neodgovorno od nekoga, ki ustvarja na kulturnem področju, da ne razmišlja o tem, kakšne so posledice njegovega ustvarjanja. Veš, nismo več v času Marina Abramovič v zgodnih letih, ko nazela lok, pa se on tam naslonil, pa on na njega, pa so čakali, kdaj bo on popustil, pa bo šla pač puščica dnes skozi grlo v imenu umetnosti. Ne. Zdaj pač jaz mislim, da je, jaz od avtorjev pričakujem, da oni razumejo dvoje. Prvič, da vsi ljudje ne bodo razumeli tega tako, kot je on razumel in iz tega ven lahko pridejo drugačne posledice in prvič sploh, ali pa drugič, da to, kar on počne, ne, je izjemno pomembno, ker kultura v družbi ni nek stranski produkt, za katerega pač, če gospodarstvo denar ostane, nekaj malega damo. Ne. Kultura je pravzaprav duša, iz katere ven mi črpamo idejo, kaj mi smo in kam mi gremo. Nič drugega kot kultura nas ni na epidemijo zdaj pripravila, da mi znamo sprejeti to preprosto odločitev. Kaj bomo naredili kot ljudje? Bomo pustili, da ta manjšina crkne, ker jih tak ni dosti? Ali pa bomo rekli, v redu, vsi smo pripravljeni si zmanjšati kvaliteto življenja za nek določen ali pa nedoločen čas, da rešimo to manjšino. Na to vprašanje te ne pripravi znanost, pripravite kultura. Ne? Torej ta razmislek, ki se je dogajal v tem finem družbenem tkivu, nas je pripravil na to odločitev. Kot vidimo, nas ne bi bilo fino, da bi imeli še več kulture pred tem razmislekom, kot imamo zdaj. Ali pa je bolj uporabljati. Meni je bilo zelo zanimivo, Bor, ko si rekel, FM je samo še en od streamov, distribucija. Ne? Ja. Vidimo, kako internet in kako nove tehnologije vplivajo na zdaj širjenje informacij. In vidimo tudi, kako ta demokratizacija dostopa, torej vsak ima pametni telefon, vsak ima Facebook, kakorkoli lahko kar začne live streamati, kako lahko iz ničesa ustvarimo nove medijske figure. Ti si nekdo, ki pač že lep čas svojega življenja živi pač na očesih javnosti. Lepo sem prosil, da v tej debati ne bi šli v moj starost, pa nisem mogel. Pardon, mogel sem, ne? Ampak že nekaj časa si torej na očeh javnosti in ti se zavedaš, da tvoja beseda, hočeš, nočeš, sproži nek odziv pri ljudeh. Razumem. Kaj meniš, glede na to, da v zadnjih časih so raznorazni humoristi, raznorazni Facebook pametnjakoviči, filozofi, kakorkoli pač se izrazimo, ne? Vsi ti ljudje imajo zdaj veliko moč v svojih rokah in ne razmišljajo o tem. Imajo pa nimajo, ne? Zato ker danes ni več to orkester z 3 solisti, ampak ena kakofonija zvokov. Tako da prva stvar, ki je, da se moramo zavedati, da je največ, kar lahko naredimo, da enostavno razširimo svoje polje dojemanja. Nekdo, ki bo šel po znanje na Facebook samo,
ta ima problem v življenju, zato ker je Facebook zopet samo ena parcialna realnost, ker veljajo neka določena pravila. Facebook ni odraz življenja, tako kot televizija ni realnost. Včasih so nas učili, da je televizija poustvarjena realnost, ne? Zdaj pa vemo, da je televizija samo delček realnosti. Tako kot je Pablo Neruda napisal eno pesem in je to ena realnost. Ne? To pomeni, da nekdo, ki hoče imeti kritično mišljenje, mora enostavno zelo široko te informacije zajemati in potem z nekim kritičnim razmišljanjem se za sebe odločiti, kaj je prav in kaj ne. Zdaj, ko imamo toliko zvezd, mi je dvoje zanimivo. Prvič me zanimivo, kako stare zvezde, ki ugašajo, zato ker biti influencer in biti moderator, sta dve različni kategoriji. Tudi ko vidiš, kako svojo monetarno realnost upravlja, veš, da moderator je bil nekaj, ki si lahko privoščal nekaj pametnega povedati, influencer pa mora najprej prvih 5 minut prodajati avto, ki mu je sponzor. To ni enostavno, tudi kot človek, ko se tako poceni moraš prodati, je zelo ni lahka stvar, zato mnogi moderatorji tega preskoka ne morejo narediti, nekateri niso sposobni, nekateri tudi ne želijo. In ko vidim jaz zdaj te stare moderatorje, ker ljudje, ki so pa v medijih 10-15 let, razumejo, s kakim trikom ti pritegneš pozornost. En primer, naprimer, je Marko Potrč, ker sem čutil ta izziv med vrsticami in on se kot influencer zdaj nenadoma etabliral. In je zanimivo, da je samo ponudil trik, ki se ga je naučil, ko je stopil na sceno. Marko Potrč je stopil na sceno takrat, ko je ne spal nekaj dni. To je bilo v radijskem svetu ena nemška fora, ki so pred njim moderatorji ponavljali, ampak je zelo dobro odigral, postavilo Guinnessov rekord, tvegal zdravje do neke mere, ne tako hudo, kot so ljudje dojemali, tvegal je vseeno in se izstrelil na radijsko sceno. Zdaj se pa na podoben način Marko, ki je že zmes ugasnil kot moderator, šel v neke produkcijske vode, hudo etabliral kot neki mnenjski lider. To je zdaj ločeno tega, ali ima prav ali ne. Jaz samo hladno, analitično analiziram vzroke in posledice tega Markotove zgodbe. Tako da jaz nisem z njim o tem govoril, se dobro razumem, tudi smo nekdanja rajska kolega in prijatelja, ampak mi je, tak, če ga ne bi poznal in bi mogel hladno analizirati, bi rekel, da je bil to zelo uspešen preboj na influencersko sceno strani nekoga, ki ni bil percipiran kot influencer. To, kar pa je v tej debati za nas pomembno, je, kakšna je kolateralna škoda takih manevrov. Ker ko Kardashianke govorijo o tem, kako demokracija mora izgledati, je mene strah za demokracijo, ki ima itak neke vrojene svoje težave. Ko pa mi nekdo, ki se mu zdi pomembno, da svoje življenje na ta način razgali, svetuje o tem, kak naj bo prihodnja ureditev. Mi smo imeli v zgodovini boljše primere, kako demokracijo reševati. Ne, če to veste, ampak kratek, ker imamo dosti časa, si bom ta izlet v rečni rokav privoščil. Mi smo imeli staro verstvo v Sloveniji, kolegica doktorica Tila Toprak raziskuje ta fenomen in smo imeli dehnerje kot poglavarje, ki so nas vodili. In to niso bili ljudje, ki so bili izvoljeni demokratično, kot danes poznamo. To so bili ljudje, ki so bili izvoljeni demokratično po ključu pameti. Ljudje so se zbrali in so rekli, kdo med nami je najpametnejši. In taki najpametnejši je dobil za nalogo, da nas vodi. Njegova prva naloga kot dehnerja je bila, da je poiskal 3 druge naslednike, po ključu pameti in inteligence, jih naučil vse, kar zna, in potem so ljudje med temi 3 najpametnejšimi izbirali lahko. Torej ta neka delna demokracija, se tudi v modernem svetu, po moje, bi boljše obnesla, kot pa to, da lahko vsak, ki ima lep nasmeh, 5 minut časa ali pa zna lepo govoriti, tudi etablira kot vode. Ker ko vidim jaz, da se v politiki vse na novo učijo, ko grejo v parlament, ti, ki so bili slučajno izvoljeni, ker jih je same presenetilo, da so izvoljeni, imamo hud problem. Biti politik ni samo ena čudovita priložnost nekaj narediti za svoje ljudi, to je tudi kariera. Kar pomeni, da bi jaz bil zelo vesel, da naslednjič, ko izvolimo direktor enega podjetja, za katerega jaz nič ne vem, bi ga še predtem kaj naučili. Ampak gremo nazaj k Markotu, da imam te zgodbe preč raztegnut. Torej, jaz mislim, da je velik problem v tem,
da ljudje ne znajo brati ne interneta, ne knjig, ne življenja. Ne. Torej, v osnovi ima vsak človek pravico do svoje resnice. Zato, ker je objektivna resnica zelo težka kategorija za definirati, ima tudi Marko Potrč pravico do svojega pogleda. Ampak nekdo, ki posluša Marko, mora razumeti, da Marko ni 23 let specializiral mikrobiologije. On je samo nenadoma dobil ta mesijanski občutek poklicanosti, da reši svet. Jaz ne dvomim, da je ta njegova poklicanost avtentična, da se on čuti močnega v tem smislu, da dela nekaj dobro. Ampak ena resna analiza bi pa tudi lahko pokazala, da on s tem avtentičnim pristopom, ker ljudje ne razumejo stroke, čutijo pa njegovo energijo in poistovetijo se lahko za to njegovo zgodbo, potem sprejema napačne odločitve. Ker ena brazilska študija je pokazala, smo se ravno pogovarjali, ena univerza je naredila 250,000 matematičnih modelov, kako zajeziti epidemijo. In je ta študija pokazala pod črto, da katerikoli osnovni ukrep, ali distanciranje, ali maske, ali samo en ukrep, niti ne dva komplementarna, reši zgodbo, oziroma ta R0 faktor, ki je zdaj v Sloveniji 2,2, v tem danem momentu zniža do te meje, da epidemija ni nevarna, niti za to malo skupino, ne. Ampak pod pogojem, da se 70% ljudi strinja okoli tega ukrepa. Katerega koli. Problem konsenza v neki debati je, da smo ljudje naravno tako narejeni, da ko se o neki stvari pogovarjamo, pa so na obeh stranih dobri govorci. Ne. Jaz tripam, ko gledam včasih prenose iz ameriškega parlamenta, ker tu pa tam se najde kjer dober govorec. Pa vidim demokrata, pa sem tak, ja, tak je. Pa prije republikanec, pa sem ja, tak je. Ker znajo povedati stvari. Ne. In normalno posledica tega je polarizacija. Bolj se en stvari pogovarjamo, bolj smo mi razdeljeni, to je tako pri metu kocke, ne? Ti lahko 3 šestke vržeš, dlje kot mečeš, bolj je rezultat 1/6 verjetnosti za katerokoli številko. Enako je pri taki debati, zato ker ljudje zelo redko lahko razumejo strokovne argumente, se postavijo na eno ali pa drugo stran, glede na to, kak mnenjski lider ali pa taki govori, je ni karizmatičen, privlačen in dober. Zato je nujna posledica vsake debate, kjer je strokovno vprašanje na mizi, ne strokovnjaki pa razpravljajo. Morate razumeti, da COVID debata ni strokovna debata, to je politična, življenjska debata. In dlje, ko bo trajala, bolj bomo mi samo preprosto polarizirani na 2 ali pa več strani. Ne. Ful je zanimivo, da se ne moreš več danes 10 minut meniti, brez da je prišla korona. Ni. Ampak ok, da se vrnemo malo nazaj na kulturo. Mi z Blendorjem smo vpeta v neko to underground mariborsko sceno z Outmigeci in z bando Ferdamano in ja, midva nimamo tega. Ne komedijant tukaj delam, bi bilo vprašanje lahko, ne? Lahko si prišel, ker so zaprte regije. Ne, zabav se. Naj vam razložim, da je, zakaj jaz mislim, da sem komedijant v bistvu. Ne? To bi lahko bilo zanimivo vprašanje, če vas zanima. Ne? Pa potem dam Blendorju več besede, ker jaz sem po moje pokura že vse, kar sem imel od časa. Nisi. Zmotno je trditi, da jaz ne opravljam komedijantske vloge, takoj, ko sem v jutranjem programu Radio City. Zato, če se jutranji program Radio City definira kot topel, prijazen in smešen, kar definitivno je, potem jaz moram izpolnjevati svojo vlogo tukaj notri, ker ta razdeljenost, o kateri sem prej razložil, da se ljudje vedno delijo na neke skupine po naravi, to je tudi vsak, ki tak šov postavlja, spretno izkoristi. Če ti veš, da se bodo ljudje razdelili in eni imajo stelnje raje, drugi pa olje raje, potem boš postavil stelnje pa olje notri. In če je Dejan mali pa debeli, jaz, če treba, potegnem visoki pa suhi. To pomeni, da najna nasprotujoča si karakterja, ki sta naravno taka, nista slučajno zbrana. Ona sta zbrana zato, da mi ljudi, ki se bodo naravno polarizirali, pritegnemo leve in pritegnemo desne. Zelene, rumene, oranžne in take. In zdaj, če on komedijant, jaz lahko zelo resno postavim, ampak sem vseeno komedijant, ker jaz sem samo sidekick v tej zgodbi. Torej, če nič drugega, snja za njega stena, v katero on žogico meče. Jaz sem se s to vlogo moral sprijazniti, samo zato, ker je Dan malo bolj smešen kot jaz. Ker pa v tej zgodbi nekdo mora imeti lead, rečemo temu strokovno, angliško zaraslovo je tu in težko vedno sproti prevajam,
ker je Pobudo. radio, čeprav je star in že crkuje, še vedno nima slovenske literature. Vse, kar smo se naučili, je bilo ali da zgrose radio Bog v nemščini ali pa od drugih angleških vzornikov. Ampak poanta je v tem, ne, da če je on komedijant, da jaz sem lahko samo ta žalosten friz zraven. Tudi moja vloga je komedijantska, ker jaz za svojo pojavnostjo in samo s tem, da tam stojim, pa da meni pravi, da sem star, poskrbim, ne, da se ljudje smejijo. In upam, da se čas tudi sami sebi smejijo, da ne bodo samo mislili, da je starost nekaj, kar je smešno. Ne. Ampak hočem pač povedati, da jaz sebe tudi lahko zlahka definiram kot komedijanta za to priložnost in se potem kot trije komiki pogovarjamo. Nismo dvomili v to. Čeprav v osnovi sem novinar, recimo. Ja. Nismo dvomili v to, ne. Šlo se je za to, vprašanje je bilo, mi dva smo vpeta v to malo sceno, ne. Klubi do 70 ljudi in take stvari, ampak je tudi neka malo večja scena v Mariboru, ki, kak vidiš ti razliko, oziroma kak si jo videl pred korono, med to malo, pa to veliko sceno, ne? Ker imaš ljubiteljska gledališča, kot je Badno Ferdamona, imaš take stvari, imaš tudi neke stvari, ki razprodajajo dvorano Tabor, naprimer, ne? In zdaj? Znova za mene vprašanje, ker sem mislil, da je moj čas že potekal. Z veseljem si vzamem ekstra čas. Radite, imamo Okay. povrh, to je dejstvo. Tako da. Lepo govoriš. Vsak, ki je v medijih, ne, javno nastopa, je tudi dovolj samo všečen, da je tja šel po definiciji. Takim ljudem dati besedo preveč je lahko zelo slabe ideja. Ena stvar je, ki je zelo zanimiva, začel bom z anekdoto radijsko. Mi smo svoj čas na Radio City pred 20 v najslabšem primeru in 250 v najboljšem primeru ljudmi stali in imeli uvodni govor v kinopremiero. Dober dan, kako ste, fajn, da ste prišli, Radio City bi vam, bla, bla, minuta pa pol nagovora. Za enega moderatorja, ki dela na radiju, je to kaj? Z levo roko bi mogel z rokava ven stresti. Praksa bo je pokazala, da od 10 moderatorjev jih je vsaj 9 pa pol imelo s tem hude težave. Kako je to mogoče? On je v etru, govori 100.000 ljudem, poprije pa v dvorano, pa je vidi 150 pa klecne. Ima suho grlo, ne more govoriti več. In smo potem to ukinili na koncu, ker tega noben ni več hotel delati. Totalna je bila revolucija in punt in vse. Zdaj vi premiere še danes brez nagovora, ker je to bilo nemogoče. In jaz potem raziskujem zgodbo in vidim, da seveda en radijski moderator, čeprav nastopa pred 100.000, on odmisli. Vso to, on vedno v svoji glavi si ustvari to iluzijo, da govori enemu človeku. Običajno si vzame sidekicka. Tako Dejan meni razlaga, v zadnjem času, ker mu gre malo že na živce, Kati razlaga, ker smo dali še 2 ženski zjutraj v tim, da pač je moče malo manj homoseksualno, če se pošalim na zelo neprimeren način. Posledica tega razmisleka, kot te anekdote, nam tudi to pove, ne, da ni vse eno, kdo je pred tabo, ko ti nastopaš in gledaš. Ne. Ta povezanost, ta energija in ta kvaliteta nista zanemarljivi. Mi smo največ, kar sem jaz v živo, imeli ljudi pred sabo, imeli na koncertih Radio City in ko ti govoriš masi, ki je zbrana in šteje 35.000 grl, in to rok krat 2, ki znajo aplaudirati, pa žvižgov, ki se potem pojavljajo, je to čist drugi nivo, kot pa če imaš ti dvorano, kjer je 50 ljudi notri. Peter Boštančič, ki je pred kratkim dobil prstan, ima en fini nagovor, v katerem sem potem debatirala v telefonskem pogovoru, ker mi je lepo razložil, da ne bi na radiju več imel intervjuja, ker to ni za njega. Ker se tako dobro poznamo, sem ga mogel spustiti tukaj ven, ker to ni za vsakega, ne? To javno nastopanje. Čeprav imaš ti dolgo kariero, se ne rad izpostavljaš tam, kjer nisi doma. In za enega igralca biti v živo v etru v radiju je čist druga zgodba. Tako je druga zgodba govoriti pred 35.000, govoriti pred radijskim mikrofonom, govoriti pred dvorano, kjer jih je 70. Zdaj pa, različni ljudje tudi različno potegnajo ven iz tega. Tipičen performer čuti energijo polne dvorane in ga to ponese na nekih krilih. So pa tudi ljudje, ki mi je pa lažje nastopati pred prazno dvorano. Tako da nesporno za mene je odgovor na to vprašanje, da obstaja razlika med polno in prazno dvorano, med majhno in veliko dvorano, da je od profesionalizma odvisno, ker jaz sem se s Tadejem menil in to še tudi pred 10
oddelal vrhunsko predstavo, ker je pač tak profesionalec. Ampak niso pa vsi, ne? In da se tudi ta nekvaliteta energije obrniti sebi v prid, je pa zdaj v tem času to definitivno priložnost, da tudi tisti, ki niso o tej razliki polne prazne dvorane nikoli razmišljali in se naslonili na to energijo gledalca na drugi strani, da to zdaj izkoristijo, da vidijo, ali so zmožni tudi zabavati te ljudi, ki jih ne vidijo. Ne? Moderatorji na radiju to znajo. On tako nastopa pred temi virtualnimi ljudmi, hkrati enega vidi, da oni vsi mislijo, da je on na velikem odru in da tam pozno razlaga. Ne? Tako da se da. Ni enostavno, ni lahko in podpišem to, kar je Peter rekel, da ta pristnost in energija je nekaj, kar vsi pogrešamo v času razmaknjenja. Upamo, da bomo se zopet napolnili in da bomo se lepo družili in bratli lahko v kratkem. Zato, ker je bistveno lažje je v polni dvorani imeti kvaliteten nastop, zato, ker ti čutiš, kak te ta radovednost in želje ljudi, ki je v dvorani prisotna, ponese, da narediš več, kot misliš, da si zmožen bil pred začetkom predstave. Ampak še enkrat, jaz trdim, da če si ti pravi profesionalec, tudi lahko pred praznim auditorijem govoriš, kot da je nabito poln. To mi je zelo zanimivo, ker tako si ti začel z anekdoto, ne, moram tudi jaz začeti z anekdoto. Preden sem se začel ukvarjati z nekim javnim nastopanjem, jaz sem bil član gledališke šole prve gimnazije. Imeli smo srečo, da smo veliko potovali, nastopali pred najrazličnejšimi odri. Potem je tudi pač impro gledališče, banda Ferdamana, nekaj poskušam v stand-upu in imaš najrazličnejše dvorane. Imaš od 5 ljudi v publiki, imeli smo tudi do 300-400 ljudi recimo, ne? In ta energija, ne, ki ti jo da publika, je, mislim za mene vsaj kot na neke vrste droga, ne? Ker ko ti enkrat dobiš smeh od ljudi, ko dobiš občutek živosti, ne, je to fenomenalen feeling in vedno poskušaš, ne, dobiti čim več te energije. Ne. Zdaj smo v času, kjer se stvari selijo na splet. Ne, in se mi zdi, da so tukaj moderatorji, ki so včasih delali na radiju oziroma preko nekih takih medijev, v rahli prednosti, ker tako kot si rekel, ne, ti si znaš virtualno. Ne, slišiš ta aplavz, ki ga ni, ne? Ja, slišiš ta aplavz, ki ga ni. Ja, točno to. Ne. In zelo zanimivo bo zdaj gledati po tem, ko se sprostijo recimo vsi ti ukrepi in kaj se bo zgodilo z ljudmi, kaj meniš, Bor? Ali bodo ljudje za začetku malo zadržani, ali želijo spet tega človeškega stika? Bodo dvorane polne, ali bo zdaj vsa ta korona fundamentalno spremenila način, kako smo v interakciji drug z drugim? Ne? Jaz sem 2 želje. Torej, imel sem bolj visoko leteče želje, ko je epidemija se začela, mir na svetu in vse te želje, ki jih mislice imajo, ker je vsaka kriza tudi priložnost, da se fundamentalno svet spremeni. Ampak zdaj po praksi korone imam 2 želje. Ena je ta, da bi konglomerati, kot so Microsoft in Google, izboljšali software za telekonference. Da se zgodi, da bodo toliko programerji imeli časa, da bo tu nekaj inovacij padlo. Druga je pa ta, da bi ljudje se naučili, kot gamerji pravimo, push to talk, ali pa vsaj dostojno uporabljati kamero, mikrofon in slušalke. Zato, ker eho, otroci, ki se derejo, vse te stvari sodijo k osnovnemu bontonu zdaj in so se skoraj prisiljeni naučiti in upam, da bo to dvoje še dolgo držalo, ker vse ostalo ne bo. Ker, zakaj vemo to? To vemo iz izkušnje z nedavno vojno na območju Jugoslavije. V Bosni, v Sarajevu konkretno, so ljudje govorili o tej solidarnosti, ki se je zgodila, ko je bilo mesto oblegano. Ljudje so dejansko drug za drugega naredili več, kot si mislil, da je možno. Je pa trebalo 2 leti. Ja. Ker pomeni, da v bistvu človek se tako vrne v neko normalo in normala je ta egoizem, egocentrizem in zaverovanje v sebe, ker moram tu samo to povedati, ker sem pri besedi in rad rešujem svet.
s tem mini mesijanskim kompleksom, svet bi bil rešen v momentu, če bi večina ljudi ali pa dovolj kritična masa spoznala, da ti ne pomagaš drugemu zaradi njega, pomagaš mu zaradi sebe. Ker vsaki bedak, ki denar na kup daje in ne deli levo in desno nemudoma, je v nevarnosti, da ga bo levi pa desni zaklav, ker na kupu denarja sedi. To je neka osnovna logika tega, zakaj ti se za druge razdajaš. Za druge se ne razdajaš zaradi njih, zaradi sebe se moraš razdajati. Ampak tega preprostega principa človeštvo ne doume in iz tega ven imamo te solo poti in probleme, s katerimi se moramo soočati. Mislim, da se bo po COVID situaciji, pa če bo trajala še leto pa pol, kot napovedujejo nekateri strokovnjaki, ali pa 7 let, stvar vrnila v egoistično normalo, ker nobena revolucija v človeški zgodovini ni nič naredila, kot pa prinesla nove krvave voditelje, kar pomeni, da neka evolucija duha, če je sploh prisotna, Dalaj Lama o njej rad govori, je izjemno počasna in dela tako počasne korake, da jih mi za časa naših kratkih življenj kome percepiramo. Definitivno vsak odmik, ki je ekstremen, pa ne bo to dobrota ali pa hudobija, ne traja dolgo. Ne. Ameriška revolucija je bila taka. Ruska revolucija je bila taka. Katera revolucija ni bila taka? Mislim, ameriška revolucija ni bila pol s krvavimi voditeljevi naprej. Ne? Mislimo tako? Kako mnenje imamo aktualnih vodij? Kako mnenje imamo Ameriki kot policajev sveta? Kako mnenje imamo? Torej, jaz bi si drzno trditi, da izkušnje, ki so imeli v Ameriki z državljansko vojno, je Američane zelo te nekitreje potisne v to, da se oni naravno vidijo kot neki ibermenši, ki jim je pa dovoljeno. Hvala Bogu, da so Kitajci prišli, da jim bo dali malo poriti, ker Rusi so že obupali. Ne? Ampak dobro, oni so bili zelo vase usmerjeni oziroma v samo celino usmerjeni do druge svetovne vojne. Oziroma, do prve, pa potem tudi pred drugo so bili zelo usmerjeni vase. In kaj mi je dala druga svetovna vojna? Dala mi občutek, da ko svet več ne more, pride ameriški G.I. Joe, zapiči zastavo na Okinavo in reče, zdaj ste rešeni. Torej, jaz mislim, da ameriška mentaliteta ima toliko problemov, koliko ruska, koliko iraška, koliko slovenska, koliko ostala. Torej, če si ti umakneš na to nacionalnost, kar bi v 2020, to, kar mene vedno žalosti, da tako hude, velike revolucionarne premike delajo posamezniki za časa svojih življenj, tako dobre stvari jim uspe narediti, ampak kot masa smo pa neverjetno počasni in neumni. Tako zgleda, da drugače ta evolucija ne more priti kot, kako bi temu rekel, tako neka špirala, ali pa recimo temu, da je pot po spirali, tako kot je nihalo, ki niha iz enega ekstrema v drugega, torej iz leve v desno, ampak to, da gre naprej, pa torej časovna premica, torej odklon in čas, tako je to, v bistvu se vrtimo v krogu in zelo počasi premikamo naprej, ne gremo iz ene bedarije v drugo bedarijo. Najprej smo prehodobni, potem smo predobri, ampak nikak nam ne rata, da bi ko prideš nekam v nihalo na sredino, se malo naprej pomakne, tako jaz vidim. Torej, to, kar je rešitev, če gremo tukaj v popularno neofilozofijo, je, da ti se stopi z nihala, da si ti samo opazovalec, nisi več tak, ki se na nihalo pomika z ekstrema v ekstrem. Jaz to ne pričakujem od sebe, kaj še, da bi pričakoval od sočloveka, tako so to težki koncepti nekega duhovnega razsvetljenja. Tako da jaz pač za žalost ugotavljam, da se post-korona vračamo v isto človeško bedo in mizerijo, kvečemo je tehnologija zdaj, ki je drugačna, kot je bila za časa zadnje kuge ali pa španske gripe, razkrila v zares kak človeški bedi, kar se tiče medsebojnih odnosov, mi živimo. Če biti zdaj črno gledam, pač meni se zdi hudo žalostno, da med tem, kot nekdo rabi dvoje vrat od tebe desno, eno kosilo, toplo besedo, pa mogoče izilika tortico, se ti na Facebooku prepiraš, kdo je večji kreten. Ja. Facebook partizan, jaz takim rečem. Ne, ampak smo bili pri solidarnosti, ki je trajala žal le za čas obleganja Sarajeva.
Pa 2 tedna korone. Ne? Ja, točno Prva to dva. sem hotel reči, dok ni bila tarča. Ne. Pač pa je bilo spet ono, vsi nam kradejo, bla, bla, bla. Ampak v tistem momentu je bilo na Facebooku tako, jaz bi pomagal. Oni delajo to. Poglejte, eni so napustili listek za starejše osebe, naj napišejo, kaj rabijo in bo šli eni drugi v trgovino za njih. In tako naprej. Bila je solidarnost, da je bilo tako. Plus tega opazil sem to, če si šel po ulici, ker je bilo seveda malo ljudi, bilo koga si srečal, te je pogledal. In te tudi pozdravil. Veš? Pa si šel mimo bloka, ki niti slučajno ne bi bil tvoj, ne? Ampak si šel sem na poti domov in če te je nekdo videl, ki je pač ravno šel v avto, ki je pač ravno pesa sprehajal, te je pogledal, če ne druga, da je videl, če je škihno. Pol te pa pozdravil, ne? Ker potem se pa že pogledala, pa se gledamo zdaj več kot 2 sekunde, zdaj se pa že, dober dan. Ne? Kje še pozdravljajo razen na planinskih poteh? Ne? V Ljutomeru. Ne, je presenetilo, ker sem bil na Grossmanovem festivalu in sem šel od parkinga do prizorišča in so me ljudje pozdravljali. En ful podoben meni v Ljutomeru, ali pa se pozdravlja. Ne, dobro si povedal, David, v času korone, bilo je nekje, se mi zdi, v drugi polovici marca, začetku aprila, so se redki ljudje, ki so se srečevali na mestnih ulicah, pozdravljali kot na planinskih poteh. Ne. Ampak gledajte, da vas ne skrbi ta solidarnost, ta se bo pojavila, ko bo kriza večja, če upam, da ne bo, če pa bo tudi solidarnost večja. Samo, ko se pa vrnemo v normalo, bi si pa človek želel, da smo si manj drugemu volkovi, da bi razumeli to povezanost, ker mi smo, človeštvo je samo trop 7 opic, ki teče proti kokosovim palmam in naš problem je, da prva opica, ki vodi v tem teku, gleda zadnjo opico, ki šepa, pa se veseli, ne, da ona bo padla ven z dirke, pa še preostali meče kamne, pa palce pod nogo, da na koncu pilafa do kokosove palme, pa je premala, da bi kokos obrala. Ne, torej, ta naša percepcija sodelovanja je slabo domišljena. V masi nimamo tega znanja, da bi razumeli, da je odgovor na vsako krizo je solidarnost in povezanost. Pa če moraš jarek skopati proti Turkom, če moraš narediti jez proti plemovanju, pa če moraš ustaviti globalno segrevanje, ne, je to mogoče samo s tem, da se poenotimo okoli ene rešitve. Ker dokler mi debatiramo, ne, tudi mi veselo dvigujemo morsko gladino in temperaturo. In hčerka moja Julija, ki je stara leta pa 4 mesece, upam, da ne bo živela v svetu, kjer je Piran kot Atlantida. Ne. Nismo pa daleč od tega, medtem ko se pogovarjamo o tem, kdo ima prav. Ne? Hitro se lahko zgodi. Ampak zdaj, če smo že pri solidarnosti, nekako ni bilo solidarnosti do kulture. Ministrstvo je naredilo zelo malo, to vsi kulturniki, ki so protestirali, tudi so takoj izpostavljali. Film stoji še vedno. Če smem samo tu skočiti. Ostali deležniki, ki konzumirajo kulturo, niso bili toliko solidarni, koliko bi pričakovali, so pa bili kulturniki solidarni z vsemi zastojnimi predstavami, zastojnimi koncerti itd. Imamo zelo zanimiv odnos, ne? Ja. Pardon, če nadaljujoč, David. Ja, ne, dobro si izpostavil. V bistvu potem je prišlo to, naj grejo krompir obirati in levo, desno in potem so se začele neke Facebook objave različnih, direktorjev firm, koliko smo jih zapravili, koliko smo jim izgubi. Potem so se začele neki govori žalostni različnih performerjev, ki so govorili o tem, kako bi radi nastopajo in kako ni vredno preko interneta. Ampak res smo momentalno, vsaj tako občutek sem jaz dobil, izgubili ta odnos do kulture in jo hitro potisnili nekam, to bomo že pol, ko bo, to ni pomembno zdaj v tem momentu. Kar je mogoče res, ampak ne moramo vse infrastrukture uničiti, kar smo gradili zdaj. Dobro, da se tako menimo, kot so ljudje začeli že kamne iz teatra ven nosi, da si zidove zgradijo med sabo, kar me ne bi čudilo sicer, ne? Glede na debate na Facebooku, mi nismo pa tam še. Torej, nekaj se moramo razumeti tukaj, če ljudje zmorejo v času krize solidarnost do soseda komaj, potem bo ta solidarnost do kulturnika še manjša, ker nekoga očekam vseeno na nekem piedestalu pa malo digne, pa bolj preskrbljen. Ne? Ampak zato pa imamo ministrstvo, pa te strukture, ki bodo pa poskrbele
na nek način vseeno za ta absolutni minimum, seveda je debate vredno, ali je dovolj ali ni dovolj, ampak ta struktura je tukaj narejena, da ne bomo dopustili, da se ljudje zdaj odločimo, da kulturo ukinemo. Ministrstvo ne bo samo sebe ukinilo, kultura bo preživela, ker je pomembna, ampak sigurno pa v času, ko ne vem, kako naj rečem, v času, ko se Titanik potaplja, je velik umetnik moraš biti, da vzameš violino pa odigraš še zadnjo skladbo za te, ki pa na čolni grejo ven. Tudi kulturniki sami niso tega zmožni, kaj šele ljudje, ki panično grejo proti čolnom. Tako da jaz tukaj ne pričakujem od ljudi, da se bi do kulture drugače obnašali in lahko samo izpostavim to, da zelo cenim in zelo sem prijetno presenečen, kako so mnogi kulturniki hitro reagirali na novo nastalo situacijo in iskali nove in zanimive načine, kako tudi v teh razmerah ustvarjati. Tukaj tudi hitro vidiš, da tako kot med zdravniki, tako kot med niso vsi Slovenci delavni in pridni, niso vsi zdravniki inteligentni, sposobni, niso vsi kulturniki lepi, pametni in pošteni. Razumete, tudi tukaj je velika razlika, kdo dela zato, ker on je poklican in on čuti. Imam enega prijatelja, ki ga zdaj ne bi imel, da ga ne kompromitiram, on je rekel, glej, jaz moram vsak teden narediti novi projekt, pa se ne pravim, pa zakaj stari, ti imaš 3 otroke, daj tu se malo doma. Ne, jaz nimam mira, če nekaj ustvarjam. To je na nek način, veš, kulturnik David, ki ne glede na to, kakva je situacija, on mora to dati ven, on mora upravljati to samo žrtvovanje, on mora to narediti. Seveda, izjemno lepo je, če ob tem živi v kakšni nordijski državi, ki mu stisne 3 ure v žep, ker pa nismo v nordijski državi, je pa treba preden ti rečeš ministrstvu, da je nesposobno, pa ministru, da je kreten ali zadnji vol, ali karkoli zdaj je na Facebooku v tem danem momentu, vseeno se vprašati, ali ti nisi kot nekdo, kar kulturnik mora biti. On je vseeno svetla luč, za katero ostale ribe malo plavajo. On ne sme sebe razvrednotiti v zgolj gledalca, se mi zdi, če sebe ima za nekega pomembnega ustvarjalca. On se mora vseeno vprašati, ali je ta način primeren. Jaz zdaj ne govorim, da so protesti neupravičeni. Ne. Kulturniki so do protestov upravičeni, legitimni so, tako vse ostalo. Ampak jaz sam pravim, da za mene osebno sem hitro si razdelil na tiste, ki so izkoristili to situacijo, da manj delajo in več jamrajo, in tiste kulturnike, ki so pa tudi v tem danem položaju našli nek način, da to poklicanost, ki jo v sebi čutijo, tudi izrazijo. Zato, ker ministrstvo je tako kot pred nas na radiju tehnična služba. Šanse ni, da bo na takem nivoju, kot jaz mislim, da bi moral biti tehnični pred nas. Ker ta računalnik je slab, on ne dela, ta povezava je to, oni mikrofoni niso dobri. To je never ending story. Tudi ministrstvo tukaj je v nekem takem asimptotičnem približevanju temu, kar bi mi želeli od tega, ampak ti si bil prej močen pri ameriških metaforah, se ne spomnim zdaj, kdo je rekel, ne vprašaj se, kje je bil, ne vprašaj se, kaj lahko država stori za tebe, vprašaj se, kaj ti lahko narediš za državo. Potom je tukaj zdaj v tem danem momentu za kulturo, ne vprašaj se ti kot kulturnik, kaj lahko ministrstvo za tebe naredi, vprašaj se, kaj lahko ti narediš za ministrstvo. Ok, primer, ne? Si videl, da sem komik? Bravo. Primer je, nam tako ljubi KGB, Bandi in Outmigecom, kjer smo se vsi začeli razvijati, kjer smo dobili te prve odre in kjer so nas podpirali. Jaz velikrat rečem, da sta mi Doda pa Bongo, tako da bi še imel 2 starša poleg. In zdaj to ugasnilo, iz enega preprostega razloga, ker je nočni klub, iz enega preprostega razloga tudi, če ne bi bilo 20 ljudi puna kapa in se tu ne da zaslužiti. Dosti je bilo tega o prihodku, univerzalnem prihodku za kulturnike in za take ljudi, ki pač ne morejo več delati. In to, po moji neki oceni, to nekako ne pride nikoli do dialoga. Se pravi, nekdo nekaj reče na televiziji, prispevek, mi smo tak, mi smo ono, mi smo toto, samo ni nič nazaj. Doben iz vlade ne komunicira o tem, vse je samo tako je. In to je tudi en namen od tega podcasta, ko ga zdaj snemamo, da
se pogovarjamo, ne, da se ta žogica odbije, tako si prej rekel, od stene in da Mislim, bodimo realni. Ne? Mi želimo biti čim bolj provokativni, dobiti čim več klikov na internetu in vžgati čim več debat. Ne? ja. Mislim, šalim se, seveda, za vse gledalce, poslušalce tega podcasta. Komiki se včasih šalimo, ne? Pomahajmo v kamere. Ampak sedaj odpira se eno vprašanje. Na koga vse gledamo kot kulturnike? Kdo so kulturniki? So to samo operni solisti in prvaki, ne, gledališč, ali so to tudi ljudje, ki imajo prostore kot so KGB, ne? In nekdo, ki slučajno vleče kable v ozadju, ne? Ker kultura je zelo veliko področje naše družbe, igra eno vzgojno vlogo, ne? Preko zgodb in včasih se preko mitov in tega učili, ne, kako se vesti, ne, v družbi. Danes je kultura tisto ogledalo družbe, tisto, ki pač uči. Ali moramo še bolj poskrbeti za naše kulturnike? Kdo so ti kulturniki? Kako naj poskrbimo za njih? Ne? To je eno vprašanje, ki si ga jaz dosti krat postavljam. Ne? Ali moramo samo gledališkim igralcem, ne vem, poskrbeti za... Je mogoče boljši pojem ustvarjalci. Ne? Ustvarjalci so tudi tiktokerji. Ne? Ampak, ne, tu se pa zdaj pojavi eno vprašanje. Ali je vsak 5-sekundni posnetek na spletu mislim, enakovreden temu, kar, ne vem, Hamletovem monologu ali pa kaj takega? Po moje ni, ne? Problem, ki je tukaj imamo, ne, je, da tiktokovci ne bodo izumrli, gledališki igralci, ne, pa so pod hudim pritiskom zdaj. Ti pa v družbenem tkivu rabiš oboje. Ne, torej, vsaka pojavna forma v življenju je tukaj zato, ker je potrebna. Ne, torej, najlažje je reči, to je slabo, to je brezvezne, to je abotno in tako dalje. Ne. Definicija kulturnika je problematična, ker je definicija umetnosti problematična. Ne. Najbližje je brez veze, da gremo v to filozofsko vprašanje, ker če bom rekel, da je umetnost nekaj lepega, ne, potem, ali pa nekaj lepega, kar je tudi koristno, ali pa nekaj lepega, kar je skoraj koristno, potem bomo se tako skregali, ker neke enotne definicije ni. Dvomim pa, da ministrstvo nima neke birokratske definicije za ustvarjalca ali pa kulturnika, ker mora imeti. Ampak to ni naš problem. Hočem to razložiti, da ne kaže zanemarjati vpliva, ki ga ima en 5-sekundni TikTok posnetek na nekoga, ki je star 12 let in tudi odjemalec kulture. Hkrati pa se bojim tega, kakšna je usoda enega, ki zna interpretirati Hamleta ali pa Prešerna, če vemo, koliko več časa on mora vložiti v to, da je ta njegov nastop na primernem nivoju, ker narediti dober TikTok video, ne, je malo lažje, kot pa narediti dobro gledališko predstavo. Jaz pa vama trdim tukaj za neko tkivo, kvalitetno, zdravo družbo in naš zdravorazumski pogled, ti rabiš oboje. Ti moraš biti enkrat na tej predstavi, da ti vidiš, kak dogodek je to, ko ti vrhunski interpreti prinesejo tako klasično delo, ker jaz verjamem, da se da fino uživati v teh TikTok videih, ker normalno vsi to delamo med upravljanjem take ali druge potrebe in smo na tekočem, ampak jaz bi svetoval, da takrat, ko pa nam znese, si tudi ogledamo ta drugi ekstrem možnega kulturnega ustvarjanja. Zato, ker oboje te bogati kot človeka. Ne? Taki viha nos nad TikTokom je že mrtev. Ne? In taki ne priznava teže ene dobre gledališke predstave, ali pa taki misli, da gledališče je nekaj, kar mora odmreti, kot neka stranska veja spužve, dela tudi sebi in ostalim neprecenljivo škodo. Tukaj mogoče že samo se navežem na te, Bor. Definitivno je v današnjem času dostopnost nekaterih stvari dosti lažje. Ne? Dosti lažje dostopamo do TikTok videa, kot pač do gledališke predstave. Ne? Dosti lažje dostopamo do, ne vem, spet YouTube videov ali pa česarkoli, podcasta, kot pa da pač si ogledamo nek kip, ne, v galeriji.
v živo, naprimer, celo. Ne? V živo. Jaz sem mislil, so ljudje, ki bi se vsedli na avtobus včasih, pa se peljali do Rima, naprimer, pa si ogledali Sikstinsko kapelo, ker tako daleč tudi ni, ne? Slovenija je v ful dobri poziciji. Mi smo danes v dobri poziciji to klasično zgradbo pogledati v živo, si pa zdaj vprašaj, kako je to naredilo. Le kaj je problem? To je problem lahke poti. Ne? Nekdo, ki je dovolj dolgo na svetu, bo razumel, da stvari, ki so lahko dostopne, ima to težavo, da jih kot ljudje ne znamo ceniti in tudi podzavestno ne pripisujemo večje vrednosti. Včasih je treba iti na romanje, bos skozi Trnje 10 dni, pa makar oni tipi, ko hodijo okoli kamna tistega tam, ne, pa mečejo, ne vem, zdaj šel v religijo, ker bom tu še lepo moje šel v stranski rokav, ampak vse to ima svoj namen, ne, vse to ima svojo logiko in treba je samo generacijo, ki je zdaj začela živeti s kulturo na TikToku, naučiti, da pa se je vredno potruditi, pa tudi dati nek denar za gledališko predstavo, da to enkrat doživijo, da potem iz vseh teh različnih informacij, ki jih imajo, lahko ustvarijo sebe kot človeka. Ker mi se tu cel čas pogovarjamo o pomembnosti kulture in ustvarjanja za vse nas, ne? Ker mogoče en varilec misli, da njemu kultura najdosti pomeni, ne? Ker je to te politične floskule, da je to duša naroda, kaj te vem kaj ne, tudi so siti tega. Ampak to pa ne zmanjšuje dejstva, da pa je to res. Da en jezik in ena kultura za narod ogromno pomeni in da ima tudi Slovenija vrhunske interprete domačih in tujih avtorjev, ni kar tak. Ne? Tako da je treba naučiti tudi generacijo, ki prihaja zdaj, da se ne naslanja zgolj na to obliko. Zato ker vse pa tudi so komedije, ki so v gledališču zanimive in lahko fino nasmejejo. Samo treba je otroku reči, poslušaj, pazi se, ko je nekaj lahko dosegljivo, pa pazi, da ne bi pretirano hodil sam po lahki poti. Probaj še težjo, ker mogoče boš pa na srednji rok, če na dolgi rok videl, da te stvari, do katerih si se moral prikopati z več truda, imajo nekako večjo težo. Pa razmisli, zakaj. Ja, tu se dve stvari meni odpirajo v glavi. Ena je dostopnost. Ne samo, da smo mi lažje pridemo do Rima, kot 100 let nazaj, ne samo, da lažje si naložimo TikTok, kot da gremo v SNG in pogledamo predstavo, tudi kontra je, ne. Pač lažje je TikTok account narediti, kot narediti 20-letno kariero gledališkega igralca in nekaj pol tudi dati ven. Druga stvar je pa ta stereotipični varilec, ne, ki mu kultura nič ne pomeni, ne. Če gremo že v stereotipe, ne. Samo moramo mi pa zdaj kulturo definiramo. Jaz si rekel, da TikTok ni kultura. Nasprotno, Ja, ne, sem vajal, da je, ne. In en varilec, ki na šanku zapoje, ne, se je tudi kulturno udejstvoval celo kot ustvarjalec, ne samo kot odjemalec. Samo ne smemo vse te pravice in reči, da je eno. Mi lahko kot analitiki definiramo višjo ali pa nižjo kulturo, pa to moramo zelo tiho govoriti, ne, zato ker je normalno, da je višja potem, koliko truda je potrebno za eno dobro Linhartovo prizoritev, ne, na odrskih deskah, za razliko od TikTok videa, ampak to še ne pomeni, da je ta kultura več vredna. To samo pomeni, da se nekdo, ki ima vzvode, mora zavedati, da so vse te različne pojavnosti potrebne v družbi, ne glede na to, da so ene dražje. Ne. Ti osiromašiš narod, če ga obsodiš na TikTok. Ne. Tako tudi osiromašiš narod, ki mu cenzuriraš TikTok. To so zelo pomembne stvari, o katerih tukaj zdaj razpravljamo. Ni to tako samoumevno. Tako da je ta varilec tudi, če bo samo si zapel za šankom, mu jaz aplaudiram kot kulturnemu ustvarjalcu in odjemalcu in ga seveda pozivam, naj se ne jeziko bo mogel dati ta prispevek za RTV, ker to je pač na nek način tudi prispevek za kulturo. Ne. Jaz sem RTV prispevek je taka tematika, zato, ker zelo veliko ljudi se obregne. Ravno zato, ker je provokativno se ne vrgo na mizo, ker moja teza okoli RTV je taka, ja, strinjam se, jaz delam na komercialnem radiju, kjer si moram sam kupiti kabel, ne samo, da ga moram nositi. Medtem ko pa na RTV so trije, ki en kabel nosijo. Ampak ali se lahko na komercialnem radiju, ki je pod tem komercialnim tempom,
zgodi tak kulturni presežek, kot se pa lahko na RTV-u, ker se dolgočasijo v nulo. Ne more se. Kar pomeni, da ne bojte se, da jih je na RTV-u preveč, pa da se več dolgočasijo, poskrbite, da bodo imeli še več denarja, pa se bolj dolgočasili, ker potrebujemo tudi te kulturne presežke. So pač oni imeli srečo, da so v taki službi, pa tudi nekaj, ker poznam ljudi osebno, tudi njim ne cvetajo rožice, kot so v 60-ih letih, ampak ko se pogovarjamo, ne želite si, da bi bila kultura ekonomična in učinkovita, želite si, da bi bila bogata in lena, ker bo ustvarjala presežke te vrste, ki so drugače težko dosegljive. Jaz se Pandura spomnim recimo v Mariboru, to je koliko denarja, pa ono, pa grozno, pa ne, pa vse to je res. Ampak naredil pa je 3-4 predstave, ki so z mano celo življenje v moji glavi. Ne? Ja. In točno to, piramida je vedno, pač tudi tu spodaj so tudi odgovorni za vrh, ker je vedno tako, tudi ko slabo predstavo vidiš kot kulturnik, se nekaj naučiš, nekaj veš, le vidiš, to pa očitno ne smem delati, ali pa gre nekdo iz benda, gre na slabi koncert in vidi, oj samo stojijo, kako bodo oni doli plesali, če smo mi tu pri miru, in se učiš, in vedno je ta piramida, ki se, mislim, da ta naš stereotipni varilec ne zaveda, ker on vidi Modrijane, in misli, da so taki bili, oni so samo bili polnoletni toliko, da so lahko po polnoči še bili veni in potem so začeli špilati in je bilo tak. V resnici je, da so se ti ljudje učili od drugih kulturnikov igranje svojega inštrumenta. Povezani smo, In da je to vse povezano in da vsak je pomemben, vsak, ki nekaj ustvarja, če ima željo po ustvarjanju, naj ustvarja. Seveda vsi ne morajo imeti zdaj 700 evrov temeljnega dohodka, samo zaradi tega, ampak vseeno pa treba nekako razumeti, da eni pa so res vložili 20 let in da zdaj ne morejo iti programirati, pa da zdaj težko skočijo v neko drugo kariero za 3 mesece. In tudi ni potrebno. Ni potrebno gledališkemu igralcu danes delati live streame na YouTubu. Ne to naredi nekdo, ki ima to tehniko in znanje. On ne samo bo gledališki igralec še naprej. Ampak zdaj smo malo okoli prišli, jaz sem ti skočil v besedo, prosti, tako ti jo dam, ker vidim, da si hotel Davidu odpreti eno obzorje, ampak mi smo zdaj lepo okoli do COVID-a nazaj prišli in moram to priliko izkoristiti, da rečem, da zdaj se mi še enkrat odprlo, da do tih starih, ki so akumulirali to znanje, ne moramo pustiti kar odmreti. Problem imamo s tem, da ne vemo, kakva bi bila družba brez babic in detkov. Jaz osebno vem, ker mi moja mama zdaj pazi otroka in bi po moje se obesil, da en dan ne pride, zdaj ko vrtcev več ni, nekaj časa. Tako da zelo nevarno je, veš, je tako reči, ker pa dobro, se je to ta gripica, pa tako stare pokokala, pa mi lahko gremo mirno dalje. Oni zelo mirno sprejemajo, tako pa če je življenje. Ampak čisto kot šalo, lepo smo prišli nazaj tukaj v tej debati do tistega mojega pre-covid iz leta. Res so vsi, David, tako ti praviš, ker ne vemo natanko, kako ta povezanost deluje, razen tega, da se bežno zavedamo te povezanosti, do neke te, vsi smo biseri povezani s tankimi nitkami ideje, je boljše ne drezati v to notri. Veš, kaj mislim? Če ti ne veš točno, kakva bo družba brez babic pa detkov, ali pa kakva bo družba brez učiteljev, ali pa brez igralcev, dajmo jih raje ohraniti za vsako ceno. Nismo tako revna družba, da ne bi. Nismo tako revna družba, da bi morali igralci izumreti. Sem samo navezati, ravno ko ste govorili o povezovanju. Meni je v Mariboru zelo, zelo dober primer tega povezovanja in tega Davidov dogodek Stand Up Out Migeci. Ja. Iz enega preprostega razloga. Ljudje, ko slišijo besedno zvezo stand up, si predstavlja torej nekoga, ki stopi na oder, ima mikrofon v roki, je zelo karizmatičen, trosi tiste stvari, ki jih želimo slišati in ki jih ne želimo slišati, družbene resnice, ampak ne vidijo, kako je ta oseba to predstavo pač ustvarjala, koliko časa je v to vložila. In recimo večeri, open micov, odprti večeri, kamor lahko pride vsak, kažejo točno to, da vsak je moral nekje začeti. In je zelo, zelo zanimivo opazovati nekega komika, ki si ga prvič videl na odru stati, ki drži mikrofon in se mu roka trese, in potem gledati nekoga, kot je recimo Tin Vodopivec ali pa pač
kdorkoli, ki razproda, ne vem, Cankarjev dom in kjer se pač ljudje huronsko smejejo, ne, vsaki izjavi, ne. In če nimamo vseh teh ljudi v tem ekosistemu, ne, ljudje nimajo priložnost, kje začeti, ljudje nimajo priložnost, kje vaditi in tudi publika nima priložnosti videti, kako neke stvari nastajajo. In zato nekdo, ki pride enkrat na celovečerno predstavo Tina ali kogarkoli od večjih priznanih slovenskih komikov, dosti bolj ceni njegov trud, ker vidijo recimo nekoga, ne, ki se vidi pot, ne. Moče je še enostavno, kot da vidi pot samo, ne. Vsaka človeška ideja vrednosti temelji na primerjavi, kar pomeni, da en vodopivec nima nobene teže, če predtem ni ta isti človek videl enega avtmigeca. To pomeni, da ti ima vrednost samo, če je en avtmigec predtem imel slabi nastop. To pomeni, da ti sam po sebi bi mogel biti hvaležen, da avtmigec obstaja, tako bi ljudje, ki se malo zapametne, mogli biti ekstremno hvaležni, da idioti obstajajo, ker šele idioti definirajo težo neidiotom. Ne? Ja, bolj ceniš. Ne? Če ne moreš imeti nekoga res rad, če ti gre na drugi strani nekdo zelo na živce. Ja, res Več, ne? Veš, ker vsi imamo, ne, Borisa, kolega, ko vse razume. Ne? Vsi imamo tistega kolega, ko te razume in to je vse. Ampak ne bi ga cenil, če ne bi bil na drugi strani en, ko ga ne moreš. Ena stvar je tudi, recimo, da sem imel srečo v zadnjih letih dosti potovati in videti različnih pač takšnih in drugačnih umetnikov, kulturnikov, predstav in vedno bolj cenim, kako neverjetno kvalitetno produkcijo imamo v Sloveniji. In žal mi je včasih, da ne morem deliti tega, kar sem videl in izkusil sam z ostalimi, zaradi tega, ker se mi je dostikrat v Mariboru zgodilo, sedel sem v lokalni gostilni s kolegi, bili smo na pivu in potem mi nekdo reče, Joey Blender, kaj je ti nekaj se ti zdaj ukvarjaš z komedijo, ne, ti si smešen pa to? In valjda, vsi za... Kaj ste Blender to za teze? Ti zdaj smešno. Razumeš? Včeraj si zdaj lupine prelezel ven, zaviš po dvege komedije. In točno to, ne, vsi naenkrat za omizjo ne, čutijo to potrebo, ne, da bo vsak eno foro povedal. Ne. Vas te je bilo kaj smešno. Ja, te je bilo kaj smešno. Točno to. In najbolj zabavno je, ker potem enkrat ti ljudje pridejo na tvoj nastop in gledajo in rečejo, jaz sem gledal to, pa pizdarija, ni bilo tako slabo, ne? Nekaj si povedal, ne? Če tako reagira, ne, potem si že imel hudo srečo, ker po moje... Bolje ono, da mislijo, da bi on boljše naredil. Ja, iste stvari. Najboljše, kar v tej naši lušni mariborski mentaliteti, ki jo obožujem, se zgodi ti, da pride ne preče. Pa dobro, se ni bilo tako slabo, samo da ravno se drži, da boš taki... Ti bo meni zdaj na svet, ja. Pa se malo kot neki det postavi, veš kaj mi znaš, da je to tako. Pa za ziher še nekaj, malo prineče, kaj je v pekarni delo, to ni prirodno v kulturi, to ne znajo. Veš, tak nekak je. Ful čutijo to potrebo, ne? Ja. To je, ampak ta potreba izhaja, veš, to je pozicija nogometnega trenerja, veš, ker vsak Mariborčan je že trener. Ko se Mariborčan rodi, je že sposobnejši od poprečnega trenerja na svetovni ravni, kaj šle od naših Mariborskih, ki vseeno vemo, da to je manj denarja, pa nekoliko manj muzike. Tako je isto, po moje tudi ne velja za vse ostalo, ampak treba razumeti, da to je mariborska poza, da to ni, Maribor ni hudoben in Maribor ne misli tega zares. Ti moraš to, ko ti nekdo da pripombo, moraš to vzeti kot kompliment, čeprav je postavljena tako, kot sem mi, da to odigrala zdaj tukaj. Ne? To, da te je opazil in da se s tabo ukvarja, pomeni, da si v redu. Ja. Kaj on pove naprej, je pa samo stvar neke forme. Ne? Vsebina je bila že povedana. Torej, Mariborčan, ko prije, pa ti špukne malo jezikovno, ti je že dal kompliment, ker si bil opažen, torej imaš neko težo. Vse ostalo je pa samo, veš, ta malo poza, ker pravi frajer to tako naredi. Je pa to isto mesto, v katerem se ti ne moreš s Ferrarijem skozi pelati, ne da bi ti bilo nerodno.
Tako da Maribor ima mnoge globoke kvalitete in ni treba na prvo žogo. Jaz zelo ne maram, da reče, ja, Maribor, to vse, kar imate, to ti fuzbal, pa to. Ne. Ti nisi v tem mestu zares se vsedel in zares analiziral ljudske duše, ker tako te nadrne, to je tak analogija tega, kar se ti je zgodilo, ko te nadrne na kavi, je, da je po tvoji ariji, ki si jo lepo odpel, je potrkal na vrata, počakal, da se odzoveš, vstopil šele, kot si rekel, stopite, ti prinesel ogromen šopek rož z bombonjero, na roko napisano čestitko, v kateri je pisalo hvala vaš z. To je. Ampak Mariborčan pač tako reče, ne? Ker Mariborčan je Jack, on ni neki kmet. Nismo mi Gorenci, veš, da bi, imam jaz Gorenca v familiji, zdaj, ker se mi je k sestri prištulo, olimpijski, mislim se vseeno, pač znan športnik. In od blizu lahko opazuješ, da nimajo te kulture tako razvite kot mi, da bi te nadrl. Ni tega kompliment. Ja. Ampak je treba, to nima vsega. Ampak treba razumeti, kaj bo meni, ko se reče jaz, pa daj, zdaj ti tudi nekaj, one snemo. Pa si ti res razmislil, že je zelo pametno, pa na YouTube gor sili, si veš, vsemi otroci, tam, kaj te boš tam to? Kdaj je naslednji TED-Talk? To. Moraš to vzeti kot kompliment, moraš razumeti Mariborčana, ker ni to, mi smo že šli daleč nad dejstvom, da je RTV-evščina edini spremljiv jezik in da je gepard, ki teče in teče po savani, edini primeren način izražanja. Ne, treba iti čez to formo, ker tudi Mariborčan danes razume, da je njegov jezik lep in ga tudi primerno in čudovito uporablja. Pokojna doktorica Zinka Zorko je bila genialna v tem, ko je rekla, da je najlepši jezik tvoje mame. In tvoja mama je bila taka, ki je rekla, pa kaj tu zdaj tu, tu delaj, ne? In seveda, pobereš in prenesiš, zato on tebi ta kompliment na ta način izrazi. Ampak ne bodi v zmoti, to je globok in ganljiv kompliment, ki ti ga je dal. Če bi te še mahnil zraven, pa tako po moje, stari, ti si svetovni prvak. Si že parajt za nekaj večjega. Ti si parajt za Oskara. Ja, pobegla me misel. Nič hudega. Tega nisem nečeval, zdaj pa misliti. Meni se zdi, da ravno zaradi tega, ker ima Maribor, ali je to zaradi industrijske preteklosti, zaradi pač tega, ker smo na nekem prepihu, smo glih na taki geografski legi, kjer se pač sever in jug stikata in vzhod in zahod, kakorkoli pač zdaj to vzamemo. Ravno zaradi tega, ker se tukaj toliko dogaja, ker je neka ta energija. To daje neko posebno moč tudi v izražanju. Ali je to pač zdaj kulturno izražanje, kakorkoli. Maribor je dal in okolica Maribora je dala Sloveniji veliko zanimivih ljudi. In bistveno več, kot samo butastega Štajerca v vsaki sionizinarni risanki. Točno to, veš. Ker recimo, Pandurja, če že gledamo tako iz teatra, mislim, v Mariboru, to je mogoče malo pred mojim časom, ampak jaz se nisem toliko ukvarjal s kulturo, ko je on recimo bil v SNG-u Maribor, ampak baje so bile predstave fenomenalne. Jaz kot starejši moram vskočiti, se da reči, da je od Arnolda Tovornega naprej je Maribor tudi imel svoje obdobje, ko je bil slovenski Liverpool v smislu glasbenega ustvarjanja, tako da nesporno je Maribor en kulturni postrelni biser, ampak moram biti pa pošten tukaj zdaj v tem svetovno-nazorskem položaju, da bi to lahko za vsako večje mesto v bistvu rekel, nismo tako tudi Liverpool sam po sebi ni tako fejs poseben. Hočem povedati, da vsako mesto, kjer se ljudje družijo in jih je na kupu, ima ta potencial, ampak so pa pojavne oblike različne. Mi imamo samo kot ljudje to slabo lastnost, da rečemo, da je nekaj dobro, nekaj pa slabo, ampak povsod se dogaja to, da posamezniki povedejo naprej, oblikuje se neka forma, tako da Reporter Milan, kjer smo prej govorili, to se je slučajno zgodilo par pubecev na dvorišču, zdaj pa je to ratala izjemna oblika izražanja. Jaz rečem, da je Reporter Milan je slovenski Monty Python.
gladko, tudi zagovarjam to lahko, brez nadaljnega. Ampak tako so oni tukaj, so tudi drugi. Ni to zdaj... čisto unikatno. Torej, nam je Maribor poseben, unikaten in najlepši, tako kot je meni moj materni jezik je moja mama govorila in direktno govorila, nekaj lepega in posebnega in unikatnega. Pa to pravico ima čisto vsak v vsakem mestu, da na ta način razmišlja. Celo svetoval bi, da poišče, da dovolj dobro gleda, da vidi, da tudi okoli njega se je to zgodilo. Veš, kar je najlažje nam reči, da pa je, kak so pa ameriški filmi dobri, to je pa res, vse ostale pa tako živo sranje. Kdaj nazadnje ste pogledali kakšno moderno kitajsko produkcijo? Nazadnje tak je Oscara fasal, ne? Parazit, fenomenalen film. Jaz sem gledal ta film in ko že misliš, da si videl film, pa je drugi film notri. In ko si mislil, da te več ne bo presenetili, pa še tretji zgodi. Tako da je enostavno pač treba dati priložnost drugačnemu, da te preseneti, to te kot človeka bogati. Enako tudi treba na kulturo gledati, da je ne to, kar je popularno, ampak kar drugi rečejo, da je zanimivo. Moraš biti iskren do samega sebe, da to, kar te pritegne, navduši, zanimira, temu je tudi treba dati malo pozornosti. Ne? Evo, eno vprašanje. Dosti krat je ta debata tu, v Mariboru imamo več, kot si ostali mislijo, da imamo. Ne? Ali pa kot si Mariborčani mislijo. No? Mi smo tako malo, kot da smo spregledani tu, kot da je samo fuzbal, pa še mogoče nekaj, pa nič več ni. Ampak tako si rekel, to je pa druga zgodba, to je pa Calimero efekt. To je pa žalostna pozicija večno drugega. Ne? Maribor po številu ni največje mesto v Sloveniji, tudi ni prestolnica. Tudi Slovenija ni tako modra, da bi imela New York pa Washington, ne? Pa da bi Maribor bil Washington, če je Ljubljana New York, pa ni. Tako da iz tega ven se ta rana večji to drugi, da ne rečem tega, ne? Bomo to prekrili s piskom za potrebe kulturnega izražanja, ampak ta travma večno drugega se Mariboru pozna, medtem ko je ta žalostna gospodarska zgodba 90-ih, ko pa je Maribor kot gospodarsko središče propadel in ni našel svoje nove entitete, samo poglobila. Ker jaz sem dovolj star, da se kot novinar živo spomnim te zgodbe, da nas bo pa zdaj ta trgovski center in ta zgodba rešila, mi bomo pa zdaj v Mariboru samo prodajali še. Vsem bodo hodili iz celega sveta kupovati. Ne? Potem, ko je Maribor izgubil tam in ostala podjetja, je tudi v veliki meri izgubil svojo identiteto, ker pred koncem druge svetovne vojne je Maribor bil, zopet ne me narobe razumeti, nisem ne Nemec, ne Slovenec, sem poskušam biti svetovljan, je bil nemško mesto. 80% ljudi je bilo. To pomeni, da je takrat izgubil svojo identiteto, ko so zmagovalci poražence ven vrgli. Na novo jo našo v tovarnah, v teh in teh naseljih, na nek način smo na novo obrnili Hutarjevo čudovito zgodbo po svoje, pa jo potem zgubili, ker z razpadom Jugoslavije so šli trgi, je šla masovna proizvodnja. Kaj smo pa našli potem? Zakaj se pa lahko za en Mariborčan, ker nekaj pa rabiš, za nekaj se moraš prijeti. In zakaj se ta Mariborčan prime? Ja, nekaj časa smo bili prvaki, ne? Pa ni bilo slabo. Tako da človek bo vedno nekaj našel, s čemer bo sebe postavil pred druge. In to je normalno in človeško. Ne? Ampak zreducirati Maribor potem samo na to percepcijo fuzbalskega mesta, pa bi bilo po moje zelo površno in kar. Ampak jaz imam občutek, da ljudje tukaj imajo občutek, da se ostala Slovenija tako obnaša. Ne? Ker pač smo malo ven iz centra države. Večji to drugi. Ne? Iz te traumatiziranega mentalnega stanja ti hočeš biti prvi, ne vidiš pa, da si že prvi. Statistika je ekstremno lažniva veda, po domače povedano. Tako kot je matematično natančna in zna tudi biti orodje, ki zelo jasno pokaže sliko, je pa tudi nekaj, kar recimo v radijskem svetu vsak radio interpretira iste rezultate sebi v korist. To je abotno, ko en marketinger prije na radio, pa mu razloži na prvem radiju, da so prvi, pa prije na drugi, pa reče, mi tudi smo prvi, pa prije na tretji, pa tudi so prvi, a samo dva delata te statistične analize v Sloveniji. In te interpretacije so pa celo matematično pravilne,
ampak je v drobnem tekstu je fora, v vzorcu, v onem, v tistem, v tretjem. Ne? Torej, vsak lahko svojo resnico prikroji po svoje, če želi. In če je že to dejstvo za človeka, zakaj si ne bi prikrajal te resnice na ta način, da si prvi? Mi smo vsi prvi. Samo ko si to rečemo, ne, moramo biti tudi dovolj pošteni, da razumemo, kaj smo s tem naredili. Ne? Vsak ima pravico reči prvi, če ima to potrebo, in za njega je to tudi lahko ena zanimiva objektivna resnica, ker mi vsi iz te subjektivne percepcije sveta izhajamo ven. Zakaj naj bi en iz Ormoža imel pravico povedati, da so oni center sveta? Mislim, realno gledam, Ormož je center sveta, jaz ne vem za vas. Mene so naučili, da so ruše. Z batinami so me naučili, da so ruše center sveta. Tako da znam tukaj povedati tudi kako drugo. Ampak hočem povedati, da nekdo z Ormoža ima pravico biti center sveta, tako Maribor ima pravico biti center kulture, tako Ljubljana ima pravico biti karkoli želi. Ne. Ampak moramo razumeti, kaj smo s tem naredili. Ne. S tem smo samo ta občutek svoje pomembnosti potisnili navzgor. Jaz pa že v tem pogovoru od začetka razlagam, da ni slabo razumeti, da pa nismo tako različni. Čeprav imata vidva dosti večjo brado kot jaz, si jaz vseeno počutim relativno enakopraven in cenim vajno brado in ne bom zdaj tako rekel, ne, levega, vajda, kako brada ima nehigienično dolgo, gozdarska, kak ga ni sram. Samo zato, ker jaz nisem sposoben te brade imeti, ker nimam te gostote. Ne. Kaj mislim? Tako to običajno deluje. Ta princip razmišljanja človeka, ko hoče se postaviti na prvo mesto, je, da če jaz ne morem splezati tako visoko, kot je on, bom pa njemu skopo luknjo, da bom tako nizko padel. Malo razvrednotiš. Razvrednotiš njegov dosežek, ne zato, ker je bil on slab, ampak razvrednotiš, da sebe dvigneš. Ja. In ta princip je zelo pogost v kritiki in v debatah in se mi zdi absolutno nesramen, zato ker ta revež, ki si ga ti v luknjo noter potisnil, obstaja precejšnja verjetnost, da bo verjel tebi, če si to dovolj dobro argumentiral. Si pa samo bil hudoben oziroma ne zrel, ker si hotel sebe dvigniti, ne razumel pa, kaj si s tem naredil nekomu drugemu. Ne? Okay, še ena stvar taka. Trdoživi so tu ljudje. Ne? Tudi tako smo se imeli šli čez neke spremembe, ki so bile dosti močnejše na posameznike kot v ostalih delih države mogoče. In samo jaz sem obrnil tu na slam poezijo, pa na improteater, pa na stand-up, ker jih pač najboljše poznam. In to so neke urbane zvrsti, ki so se razvile v New Yorku, ki so se razvile v Londonu, ki so se razvile v Mariboru, Los Angelesu. Ormožu. Ampak oni so tam, delajo na maso. Ne? Oni imajo pač toliko pa toliko nastopov in lažje to svojo predstavo, prezenco, skill, kakorkoli jo rečemo, lažje jo razvijajo, ker se jim ljudje menjajo. Ne? Potem pa imaš tu ljudi, ne? Na Ptuju, ki ima koliko 16-17 tisoč ljudi, se rodi Tadej Toš, ki najde neko svojo zvrst in gre po čisti tej svoji zvrsti. On je še imel to srečo ali nesrečo, da njega so ljudje že poznali, ne? Preden je začel sam nastopati. In so prišli z nekim pričakovanjem in pol je on čist neke svoje publike dobil, ker mi drugače delamo, nas je več, vsak svojo publiko pripela in pol se to nekako miksa. Ti moraš pol to energijo od vseh ujeti. On je imel malo drugače, ne? Veš, tiste, ko so tako že vedeli, kdo je Tadej Toš, ker je že mogoče od prvega dne so ga ljudje poznali. Ampak da se, trdoživost je ena lepa odlika tega okolja. In, Pa Tadej ni trdoživo, ne samo nor. Ne? To pa zato, ker je Tadej je bil izoblikovan dramski igralec, preden je postal stand-uper. Ja, kar pomeni, da je on šel skozi ta mukotrpni proces, da je postal kvaliteten kulturni ustvarjalec, preden je skočil v nekaj, kar ne percipiramo kot kulturno ustvarjanje visokega nivoja, če gremo iz tega hudobnega zornega kota. In nesramen je pa zato, ne, ali pa nor, zato ker Tadej si privošči to, čez mejo hrabrega, da uči v svojih stand-upih. Ne. In to je zelo dvorezen meč. Ne. Na radiju ti rečeš, ok, 95% je zabave, da lahko 5% jaz vseeno nekaj pametnega naredim in si s tem zadovoljen. Ne? Ta norec iz Skicara, ne, pa ni zadovoljen s 5%. On hoče obrniti logiko. On bo 5% zabaval, da lahko 95% nauči. In to, kar meni genialno pri njem je, da njemu to uspeva. Kar pomeni samo, da je res
izjemen talent na kulturnem področju, da ga ne zdaj reveža zmanjšam samo na stand-up, ne, ker jaz Tadeja izjemno rad gledam, ker se do neke mere res ponavlja, ampak v veliki meri pa je toliko novega se naučim o sebi in toliko sem presrečen, da ga na dol zvlečejo pa premlatijo, ker on teži, on je gor pa pridi ga dol za prižnice. Mislim, on je zen mojster, vsaj tako jaz ocenjujem, in ima to pravico v moji glavi, da širi to znanje, ker vseeno je tema močna in luči malo. Ampak da ima pa jajce to delati, pa da je to logiko obrno, da 5% zabava in 15% oči, je pa nekaj, kar govori o tem, da je on res nekaj posebnega. Ja, sej, pa ni to trdoživost, da mislim, šel je čez neke prepreke tukaj od njegove dramske karijere do tega, da je zdaj razvil novo vejo stand-upa, v bistvu on reče temu, kako že reče, freestyle comedy. On je samo dovolj inteligenten, da se ne bo pustil ujet v neke škatle, zato bo raje imenoval svojo škatlo, če škatlo že moramo imeti. Ne? Ampak jaz ne vem, če on razmišlja, da bi svojo formo razvijal, ampak to je tako pri borilnih veščinah približno. Ne vem, če veste, jaz sicer enega dneva nimam trenirane katerekoli borilne veščine, imam pa izjemno rad karate filme. Ne? Tako da tu sem črpal to globoko znanje, ki vam zdaj delil z vama. Gre pa tako približno, da nekdo lahko ima pas z totim in totim dnevom, ne? V nekih borilnih veščinah, tudi tekmo karate, če si pa ti zares mojster, pa imaš ti svojo borilno veščino. To pomeni, da zares mojster na najvišjem nivoju, on ima svojo borilno veščino. Ne? To pomeni, da je treniral karate, pol pa je tako dober bil, da si aikido zmislil. Tak je nekak Tadej. Ne vem, če se je to njemu namerno zgodilo, da je izmislil si svojo formo, ampak je pa definitivno mojster. Ne? Koliko sem se jaz menil z njim, koliko sem se jaz pogovarjal, koliko jaz razumem, je videl ta manjko nastopov. Ne? Pač premalo nastopov je, da bi lahko ti zverziral 1:15 avtomatskega, da samo leti in ti pol delaš na odru, kaj češ, ampak besede imaš neki tu zadaj in bilo kaj se zgodi, ti imaš, ne, to naredijo Američani in vsi ostali skozi, ne vem, 400 nastopov v roku pol leta in pol gre, ne? Valjda, da gre, ker imaš že neki podzavesti. Ne? Pri nas to ne gre. Jaz mislim, da gre, da te kar prekidem. Jaz mislim, da gre in da on to zna, ampak da on dela to, kar hoče. To je njegov nivo mojstrstva. Še enkrat bom podaril, ravno v tem je, da je, veš, kak je tvegano. Ali se vi zavedate, kak je tvegano iti na oder, pa reči, to je komedija, jaz ne bom zabaval, jaz bom vas naučil nekaj. Ker niso prišli na predavanje, oni so prišli se nasmejati. In da on obrne to logiko, David, in da reče, ne, jaz bom vam povedal, kje vi delate napako. Jaz sem vas naučil, da boste boljši ljudje. Jaz sem vas naučil, da boste vi srečni, da on to si upa narediti. Ne? Jaz ti povem, ne, da je, jaz časih točno gledam, če on sploh še po zemlji hodi, take mojsterje, ker veš, to ti hudi mojstri karateja, tudi levitacije po moje obvladajo. Samo nočejo se s tem, veš, vun metati, pa pač hodi po zemlji. Ne, on se važili. Ne, res je, on je izjemen in njemu tudi ni problem 1 uro govoriti hitreje, kot jaz lahko govorim 10 sekund. Ja, sem že čul 2 ure pa pol predstave, pa pol je še meni 1 uro govoril, ko sem ga nekaj vprašal. Na easy. Ker je fluid. On razume to, kar plavalci, ki so vrhunski, razumejo. Ne? Ti, ko greš v vodo, se natepeš z vodo. Ne? Ti bolj boš ti tresko po vodi, bolj bo tvoj rezultat na 100 metrov slabši. Ne? Be like water. Be like water. Yeah. Ampak veš, to je tudi zanimivo. Ne, kaj reče, prosti, be the water. Ok, dobro. Čistega citata ne poznaš, prosto sem 3 besede. Ampak... Ja, gled, izval si me, moram pobrskati v spominu, če neko se ne dobite karate filmu, to skoraj mora vedeti, ne, ampak je rekel, ne, tak je, formlessness, shapelessness, you're not the bottle, you're the water, be like water. Kaj takega, ne? Drugače je ravno bila, mislim, da leto dni nazaj, serija ali na Amazonu ali kje, o njemu 5-6 delov, ker so pač v življenju Bruce Leeja ful predstavili. Ful fajna serija, jaz sem samo gledal par klipov, tako da ne morem pametovati. Ampak
Meni je všeč, ker recimo Tadej prevzema pedagoško vlogo, ne, na odru in uporablja ta svoj medij, kakršnikoli obliki pač je, ali je zdaj to klasična predstava, ali je to stand-up, ali je to freestyle, ali kakorkoli poimenujemo, in deli neko znanje z ljudmi, kar jaz osebno ne morem trditi za vse. Ker veliko ljudi, Za skoraj nobenega, ne? veliko ljudi dobi platformo, ali uporabijo to platformo, da dajo ljudem kaj več kot samo heh in hah. Ne? Jaz tudi za sebe ne morem trditi. Jaz, ko grem na oder, dosti krat ne rečem nečesa z namenom učenja, rečem, da dobim direktno reakcijo od ljudi. In pač, ko dovolj časa delaš to, veš točno, na katere gumbe pritisniti, da dobiš določeno reakcijo. Ampak se Ampak to je super izgovor, ne? Jaz nisem tu, da vam kaj povem, jaz sem samo, da malo vas provociram, ne? Veš, to je, vse na začetku kariere je to vredo, ne? Ampak tudi Tadej ni več 20, ne? Tako da od njega človek pričakuje, da je tu si postavil nek svetovni nazor in da počne ne stvari, v katere verjame. Tako da na začetku kariere se mi zdi ta izgovor, jaz bom samo šel malo, pa vidim, kaj boje, okej. Noben ni drugače se naučil kot skozi napake, ne? Ampak da si pa ti nek razvit kulturnik pa umetnik, pa da ne razmišljaš o posledicah svojega udejstvovanja, pa o tem, da bi rad nekaj premaknil, pa je tudi malo neodgovorno. Ne? Tako da. No, ampak ne. Daj mi osebno vidimo, koliko si star. Tam bi še 2 leti časa, preden boš resno razmislil. Mislim, da se zdaj vun zvlečem, ne, iz te luknje, v katero si me zelo priročno zdaj potisnil. Poskušaš vedno držati neko razmerje med absurdnim pa realnim, neko razmerje med poučnim pa veš, igranjem na stereotipe. Vsi vejo, Blender Sefaj, jaz govorim o Albancih, jaz delam norca iz svojega lastnega naroda. Jaz sem že imel scene, ko so po nastopu prišli Albanci do mene in so rekli, stari, zakaj se ti delaš norca, ne, iz nas? In sem bil tak, zakaj? Ker je treba pač pokazati, ne, da na koncu dneva smo vsi isti, vsi imamo iste težave, ni važno, ali si Slovenec, Albanec, kdorkoli. Ne. Ampak to ti najbližje, vse človek vedno razmišlja najprej iz sebe, vem, ker ne more drugače. Ne. In normalno, da je Martina Ipša govorila o debelosti, normalno, da ti govori o Albancih, ampak s časoma, ne, ko se pa ti zmojstriš, je pa treba videti, da so stvari univerzalne, Tako. Pa da se da principe aplicirati na katerokoli zgodbo. Ne. In tu čakam tudi Tadeja, da bo šel čez to, ker tudi on malo se mi zdi, da boleha za tem, da smo Slovenci obremenjeni, pa taki. Pa že bi drugače postavil, že v štaro treba razumeti, nič ni narobe z nami. Ni Maribor drugi, ni Slovenija mala. Genialni smo. Tako so genialni Kitajci, tako so genialni Američani. Ne. Treba je postaviti to tako na isti nivo. Ker čim ti štartaš s to pozicijo, da si ti nižje, ti dopuščaš to misli, da je to res. Pa ni res. Jaz z mojimi življenjskimi izkušnjami vidim samo, da smo ljudje različni in imamo hudo potrebo se kategorizirati in povedati, kdo je bolj glavni, ampak samo to, da pa smo tako različni, nas zares dela močne in bogati, ker se pač narava razvija v 1000 smeri in potem tista, za katero se izkaže, da je najbolj učinkovita, tudi preživi. Pa je to lahko po naključju najbolj učinkovita. Razumete, ker pač komet prišel mimo, pa se je segrelo, pa so pač oni, ko so imeli manj dlake, bolj preživeli. Ne? Ni narava računala, da bo komet prišel. Ne? Narava je samo vse poti ubrala in je potem ena od teh se izkazala za boljšo. Sopet pod narekovajem boljša. Da pa mi, mali človečki z našimi kratkimi življenji, bomo se tu prepirali, kjer je večji Jack. Če pa zdaj Mariborčan ve, da je največji fraj. Genialni smo. In to je tudi super sporočilo za konec. Genialni smo. Vsi. smo genialni. Ti tudi, veš? Hvala. Cenim. Hvala vam za čas. Z veseljem. Hvala za povabilo.